Pozdravljeni v Slovenskem etnografskem muzeju na delu razstave Med naravo in kulturo, ki govori o družbeni in duhovni kulturi. Med drugim na tem mestu govorimo tudi o šegah življenjskega kroga, med temi je pa tudi rojstni dan. Danes ga praznujemo vsako leto, v preteklosti pa temu ni bilo tako. Rojstni dan so ljudje začeli praznovati šele po drugi svetovni vojni, najprej v premožnejših meščanskih predelih, med večinsko prebivalstvo pa se je praznovanje rojstnega dne razširilo šele v zadnjih desetletjih 20. stoletja. Posebej pa praznujemo tiste rojstne dneve, ki pomenijo neko prelomnico v našem življenju. Recimo 18. rojstni dan, ko postanemo polnoletni, ali pa, ko nas obišče Abraham za 50. rojstni dan. Ob teh trenutkih se pogosto izvajajo določene šege, recimo postavljanje mlajev na predveči rojstnega dneva. Ponekod poleg mlajev postavijo tudi znake s številko, ki jo praznuje slavljenec, ali pa izpostavijo kakšen predmet, s katerim povezujejo slavljenca. Seveda pa ne sme manjkati tudi dobra hrana. Danes ob praznovanju rojstnega dneva na mizi stoji torta, še posebej, če rojstni dan praznujejo otroci. Včasih pa so gospodinje pripravile drugačne dobrote, recimo štruklje, polnjene smoke, potico, gibanico in tako dalje. Seveda je pa pomembna tudi glasba. Glasba je tista, ki da veselje, energijo in včasih so praznovanja spremljali godci in godčevske zasedbe. Temu so sledili narodno-zabavni ansambli in oni so, bi rekli, gor držali energijo in zabavo. Veselo je pa tudi pri nas v muzeju, kadar praznujemo rojstni dan. Ja, prav ste slišali. V Slovenskem etnografskem muzeju lahko praznujete svoj rojstni dan, otroci in odrasli. Poglejte ponudbo na naši spletni strani in pridite na svoj rojstni dan v muzej. Praznovanja pa spremljajo tudi druga glasbila, ki jih vidimo tule v vitrini. To so taka improvizirana glasbila, kosa, grablje, ribežen, lončeni bas. Kako pa zvenijo ta glasbila in ob kakšnih praznovanjih igrajo na njih? Gremo na teren. Lep pozdrav kar z domačega terena, kjer takole zganimo hrup s prav posebnim namenom. Na simboličen način ponazarjamo en delček rumpljanja, tabljanja, ofiranja ali z drugimi besedami šege, ki spremlja praznovanje godu. Ta se je ohranila predvsem na podeželju vse do danes, le da zanjo poznamo različna imena. Nekoč nekdaj v večinskem kmečkem prebivalstvu so večjo pozornost posvečali prav praznovanju godu kot pa rojstnemu dnevu. God je bil oziroma je dan, ko goduje svetnik oziroma zavetnik, ki ga dobiš ob rojstvu ali ob krstu. V preteklosti so pogosto otroci dobili osebna imena, tako da so jih podedovali po starih starših, ali pa so jih dobili svetnikom, ki je godoval na dan otrokovega rojstva oziroma v dneh okrog tega datuma. In če se vrnemo k samemu praznovanju oziroma ofiranju, gre pa za navado, da so na predvečer godu se zbrali sosedje, prijatelji in šli pripraviti slavljencu ofiranje kar na dom. Vzeli so inštrumente, takšne improvizirani, kot so grable, lonci, pokrovke, verige, žage, posode, ribežne, kak lončeni bas, dobrodošla bila tudi harmonika, neka orodja, s čimer so zganjali hrup in ropot. In takole so presenetili slavljenca oziroma godovnika kar na domu, s tako mačjo godbo bi ponekod rekli, da je potem prišel na vrata slavljenec in povabil vse prisotne na skromno pogostitev,
kar je bilo pa še bolj pomembno na druženje, ker tudi darila tukaj niso bila v spredju, so pa recimo otroci dobili kakšen skromen priboljšek, neko pozornost v obliki suhega sadja. Je pa imela navadno gospodinja tisti dan pripravljeno malo boljše kosilo. Tudi sama se spomnim, da je naša nona na Vipavskem za god rada pripravljala domače štrukle in pa tudi mene so na god svete Elizabete, ki je mimogrede godovala pred 2 dnevoma, so takole nagajivo potegnili za uho, kar je bila tamkajšnja navada. Če želite tudi vi praznovati svoj god, le poglejte v koledar, najdite svoje osebno ime ali pa ime vašega zavetnika in si pripravite lep dan v krogu vaše ožje družine. Lep pozdrav!